Zavod Lokal Patriot in Galerija Simulakar sta v sklopu prireditev Evropske prestolnice kulture Maribor 2012 gostila francoskega fotografa Jeana-Marca Carrachia, ki je v Novem mestu predstavil svojo obsežno fotografsko serijo z naslovom Homo urbanus Europeanus. Razstava je postavljena na prostem v nekdanjem Ketijevem drevoredu ob Rozmanovi ulici, manjša serija del pa je na ogled v atriju kluba Lokal Patriot. When I started this project, this Homo Urbanus Europeanus project, I had in my mind. Ko sem začel ta projekt Homo Urbanus Europeanus, sem že imel v mislih idejo, da to razstavljam v evropskih prestolnicah kulture in končno sem to dosegel z Mariborom. Ta projekt sem zaključil pred letom dni, tako da sem zelo vesel, da sta prav Maribor in Slovenija prva, ki sta dobila to razstavo. I am very happy that Maribor and Slovenia have got this exhibition the first. Jean-Marc Carracci ima italijanske korenine, njegovi predniki prihajajo iz Sicilije, ampak on že od mladih nog živi v južni Franciji, v Montpellierju. Je v bistvu fotografski samouk, nima nobene formalne izobrazbe, vendar se je že od malih nog ukvarjal s fotografijo. Kasneje, mislim, da leta 2005 je izgubil svojo službo, ki jo je imel, in potem se je odločil, da bo uresničil svoje življenjske sanje in se bo podal v te freelance umetniške vode, tako da v bistvu zdaj deluje kot neodvisni samostojni umetnik in pelje svoj projekt naprej. Poudarek razstave je na urbanem okolju kot osrednjem življenjskem prostoru sodobnega evropskega človeka. Very funny actually to observe people in a city and to connect the people with the urban. Zelo smešno mi je opazovati ljudi v mestih, da pokažem ljudi v urbanih okoljih in podobno. Moje fotografije so nekoliko humorne, saj v njih povsem fiksne stvari povežem s človekom. Rad se igram z urbano konstrukcijo, to mi je všeč. And like for this one, okay, so I like to play with the urban construction and the people. So I like it. Carraccijevo serijo sicer sestavljajo posnetki 31 evropskih mest oziroma prestolnic. And I wanted to show with these pictures that the city can be beautiful, you know, if you observe. V teh fotografijah sem hotel prikazati, da je mesto lahko lepo, če ga dobro opazujemo. Tako da sem poizkušal narediti nekaj grdega. Večina mojih fotografij ni znanih krajev, ampak povsem običajnih mest in pokazati, da je tudi to lahko lepo. In a very known place but just a very common place. And I just wanted to make them to show the city as a beautiful place and funny place. Ta fotografska razstava je sicer prepotovala domala ves svet. Avtor pa je vse bolj seznanjen tudi s Slovenijo. After Novo mesto I will have the show in Bratislava in Slovakia, then in Duisburg in Germany. Po Novem mestu gre razstava v Bratislavo, potem v Duisburg v Nemčiji in tudi na letališče v Istanbulu. Slovenijo poznam le prek Ljubljane, kjer sem bil teden dni, in Novega mesta, kjer sem šele en dan. Vendar dežuje in težko ocenim mesto, ko dežuje. Če pogledate moje fotografije, so vse obsijane s soncem. In ko sem bil v 31 državah za to razstavo, sem vsak dan čakal sonce. Tako da to ni moja vrsta vremena. For this project, I waited for the sun every day. So this is not my type of weather. Zato je pa naš sogovornik toliko bolj navdušen nad postavitvijo razstave, ki bo na ogled v Ketijevem drevoredu. It's great. I think this is the best way to show my exhibition because you know the people work. Super je. Mislim, da je to najboljši način, da pokažem mojo razstavo. Kajti ljudje delajo na fotografijah, ljudje, ki delajo, bodo hodili mimo in to je odlična refleksija. Zelo mi je všeč. I like very much. Yeah. Fotografska razstava Jeana-Marca Carrachia je sicer del uradnega programa Maribor 2012 Evropska prestolnica kulture. Moram reči, da sem zelo vesel te razstave. Zdi se mi pozitivno tudi to, da se predstavljajo fotografije izven običajnega galerijskega konteksta in s tem nagovarjajo tudi tiste, ki ne zaidejo v običajno galerijo in bodo morebiti ravno zaradi te razstave zašli v galerije v prihodnem času. Hkrati se mi zdi pa seveda zanimiva tudi ideja samega fotografa, da poišče skupne stične točke evropskih mest, evropske urbanosti. Navajeni smo, da vsi poudarjamo vedno različnost, kar je seveda logično, ampak gotovo pa v teh nemirnih časih potrebno poudariti tudi naše skupne točke. In ta razstava oziroma celoten projekt vzpostavlja prav to skupno identiteto. Razstava Homo Urbanus Europeanus bo na ogled do 15. julija.